šola preživela različna obdobja, politične spremembe, šolske reforme, vojne. Še posebej šolska stavba v Mekinjah veliko bi nam lahko sporočila. Med drugim nam bi povedala, da je bila 15. septembra 1912 slovesno odprta, da je takrat v šolo hodilo okrog 140 otrok, da je bila šolska stavba med drugo svetovno vojno vojašnica, bolnica, celo razgledni stolp je imela na strehi, okrog šole je skozi čas gostila čobeljak, šolski vrt, sadno drevje, vrtno lopo, da je bila zaradi spremenjenih šolskih okolišev deloma tudi reform na področju šolstva leta 1965 priključena k osnovni šoli Frana Albrehta. Šolska stavba je bila kar nekajkrat obnovljena, še posebej ob njeni 50-letnici, ter tokrat ob njeni častitljivi 100-letnici obstoja. Danes je za osnovno šolo Frana Albrehta, predvsem za podružnično šolo v Mekinjah, velik dan. Predvsem se veselimo, da je občina Kamnik in njeno vodstvo s to investicijo omogočila učencem in zaposlenim boljše pogoje za bivanje in učenje, šolsko stavbo pa po dolgem času sanirala. Prenovljena energetsko učinkovitejša streha, pridobitev učnih prostorov v mansardi in urejena fasada so bistvene spremembe in pridobitve šolske stavbe v Mekinjah. Še posebej pa je spodbudno, da sta v zadnjem obdobju šola in lokalna oziroma krajevna skupnost skozi različne aktivnosti, projekte odkrili žlahtne možnosti za sodelovanje, kar povečuje vrednost šole in kraja, v katerem se nahaja. Dovolite, da ob tej priložnosti pozdravim in se zahvalim. Najprej pa en stavek, ki ga morda nisem želel prebrati, pa vendarle brez tako odličnih sodelavk in sodelavcev ter krajanov takšne slovesnosti, razstave in zbornika ne bi bilo. Torej, dovolite, da se zahvalim javno vsem zaposlenim, predvsem v podružnični šoli Mekinje in na matični šoli, ki so kakorkoli sodelovali pri ustvarjanju zbornika, prireditve, razstave, urejanja okolice, priprav na današnjo slovesnost, ki ste znali in zmogli sodelovati in k dodanju vrednosti šole in kraja prispevati tudi dodatno energijo in čas. 100 let je stara naša slavljenka in zelo je lepa, tako njena notranjost kot zunanjost. Pravo lepoto pa so vanjo utkali že naši predniki, ki jim je bila šola v kraju vedno pomembna vrednota, naši učitelji in učiteljice, ki so svoj poklic opravljali kot pomembno poslanstvo in seveda tudi otroci, ki so to šolo nekoč obiskovali. Z velikim spoštovanjem do vseh omenjenih smo s kolegicami skrbno načrtovali vključitev naših učencev v priprave na današnji dan. Predvsem smo dogodku želeli dati vsebino. Prava žlahtnost klete pa se lahko nahaja v ljudeh in njihovem delu. Zato smo mnogo dejavnosti naravnali na spoznavanje naših Mekinčanov, naše zgodovine. Skupaj z vami smo odkrivali dediščino naših prednikov in skupaj nam je uspelo prispevati delček za naše zanamce. V zborniku, v šoli, okoli nje, ter tukaj na prireditvenem prostoru je moč videti in čutiti, da zmoremo le z roko v roki opraviti delo, v katerem se iskri znanje, pomoč in sodelovanje. Mnogo vas je, ki ste bili z veseljem del zgodbe,
ki jo piše stoletnica Mekinske šole. Vsakemu posebej, v imenu mojih najbližjih sodelavk, v svojem imenu pa tudi njej hvala. Vsem želim samo še prijetno popoldne in v nadaljevanju zabaven večer v naši družbi. V teh dneh je bilo toliko enih pripravljenega dela, da se nisem uspel pripraviti enega govora. Ampak iz srca bom rekel ena velika hvala vsem, ki s krajem živite in ki s krajem delate. To pomeni in pri domu, pri krajevni skupnosti in pri šoli. V lanskem letu smo s trdim prostovoljnim delom z donatorji obnovili naš društveni dom. Letos smo z delom, z našim angažmajem izvrstnih posameznikov, kot so Andreja Kumar-Gruden, kot so Jano Cvetac, kot so Damir Kančič, kot so Tone Ptičar, naredili zbornik, ki bo za vse večne čase obeležil spomin oziroma spomine ljudi v tem kraju. Jaz mislim, da če bomo skupaj držali, če bomo delali skupaj in ne en proti drugemu, da se da marsikaj spremeniti. Hvala, gospod župan, vam, da ste imeli toliko modrosti, da ste obnovili našo šolo, da je občina imela toliko ene pametnosti, modrosti, da je to stvar naredila, ker govori se, majhne šole se ne slača, to je preveč učiteljev, to je premalo otrok in tako naprej, to je, dajmo to zapreti, ampak jaz mislim, da je neka krajevna šola vse drugo kot pa le en oddelek razreda. Jaz mislim, da je to jedro kraja, kjer se dnevno ljudje srečujejo, kjer se otroci družijo in upam, da bo za vse večne čase ta šola ostala in da je ta investicija, ki je bila v lanskem oziroma v letošnjem letu narejena, da je porok za to, da bo šola v Mekinjah ostala za vse večne čase. Seveda, želje imamo še velike, po prizidkih, po telovadnici zraven, po raznih večeh. Vemo, da se vse ne da naenkrat. Upamo, prosimo, delali bomo na tem, vsi skupaj, jaz upam, da se bo pa ta stvar nekoč le naredila. Poleg šole imamo še druge zahteve, ampak ne bo zaenkrat dovolj. Hvala še enkrat vsem, ki ste tudi danes prišli s tem pokazali, da vam ta zgodba nekaj pomeni in hvala. Leto 1912, ki ga štejemo za rojstno leto Mekinske šole, je bilo leto, ki je dalo slutiti, da se bo v prihodnjih 2 letih zgodila vojna svetovnih razsežnosti. Tu sta bila 2 nasprotujoča si dogodka. Na eni strani se je rodila šola, ki spodbuja izobraževanje, vzgojo, plemenitost, pomoč sočloveku, na drugi strani pa se je čez 2 leti začela svetovna vojna. Prva svetovna vojna je terjala mnogo življenj, potem druga svetovna vojna, vmes pa še zamenjave sistemov, režimov, držav in drugih zadev. Lahko bi rekli, da je osnovna šola oziroma podružnična osnovna šola Mekinje nema priča vseh dogodkov, ki jih premore naša zgodovina. Kdo ve, koliko vojska je korakalo tukaj mimo, kdo ve, koliko ljubezni se je morda tukaj spletlo, koliko je bilo žalosti zaradi slabih ocen, koliko veselja zaradi dobrih ocen, koliko prijateljstev se je tukaj spletlo, koliko navdušenja za takšne in drugačne poklice. Vojske so šle mimo, države so propadale, rojevale so se nove in končno se je rodila tudi tista, ki jo imamo danes. Naša Slovenija. Šola pa ostaja. Praznuje 1. stoletnico in upam, da bo šola tudi v naslednje stoletje svojega obstoja šla enako kot doslej z zavzetostjo vseh tistih, ki delujete na tej šoli in pa seveda tudi z učenci. Kajti brez učencev tudi šole ni. Tudi
Tudi tukaj moram pritrditi predsedniku krajevne skupnosti, da smo slišali nekatere pomisleke, češ ali je vredno vlagati v to podružnično osnovno šolo. Danes, ko gledam veselje ob 100-letnici, moram poudariti, da te šole nismo obnovili zato, ker je 100 let in se bomo danes s tem kitili in veselili za to in da imamo razlog za proslavo. Ne, obnovili smo jo zato, ker si to enostavno zasluži. Ker si to zaslužijo učenci, ker si to zaslužijo učitelji in ne nazadnje, ker si to zasluži tudi kraj Mekinje. Seveda, načrtov, želja, zahtev morda je še veliko. Ampak danes, ko gledam veselje ob 100-letnici, ko gledam prenovljeno lepotico, mekinjsko šolo in ko se spominjam tudi sodelovanja sosedov, ki so omogočili še nekatere druge infrastrukturne posege, govorim o javni razsvetljavi, sem vesel in lahko rečem, da teh 105.000 evrov ni bilo stran vrženo. Nasprotno, človeku lahko zaigra srce ob takšnem sodelovanju lokalne skupnosti in osnovne šole. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k temu slavju, hvala vsem, ki ste pripomogli k obnovi te šole in upam, da bomo res v Mekinjah lahko še kaj naredili skupnimi močmi. Hvala tudi učiteljem za vsakodnevno težaško delo, ki ga opravljate. Predvsem pa vam, drage krajanke in krajani, iskreno čestitam o tej novi pridobitvi in se veselim novih. Hvala lepa.